Gledate informativno oddajo Bučke, ki jo vodi Slavko Bobovnik. Dobro večer. Svet je od danes naprej še bolj povezan. Na Facebook, največje socialno omrežje, se je priklopil papež Frančišek, ki je bil doslej aktiven le na Twitterju. Svetemu očetu je novi profil odprl sam Mark Zuckerberg. Slikamo vas. Dajte en dober filter čez. Jaz pa imam čez lajke. Tam pod relationship mora pisati in relationship z Bogom. Ne stimajte mi Candy Crush Sago, če se da level 2000, tako da lahko igram special evente. In včlanite me v grupo hashtag #papeslegenda. Tako, sveti oče, naredili smo vam profilko v obliki križa in dodali samo za vas smajli Jezus. So ljudje, ki so vas že dodali. Obama poznam. Pred osnovno šolo v Sevnici so neznanci ponoči ukradli doprsni kip heroja Sava Kladnika in na njegovo mesto postavili Donalda Trumpa, poroča Marjan Jerman. Policija pravi, da o storilcih zaenkrat nima še nobenih informacij. Varnostne kamere na šoli niso posnele ničesar oprijemljivega, saj slabo pokrivajo del parka, kjer je stal doprsni kip Sava Kladnika, kurirja in aktivistov Osvobodilne fronte, po katerem se ta šola že vrsto let imenuje. To bom uničil, sem se že odločil. Šel bom po eno granato domov, nato bom poklical vnuka, da me pelje do Sevence in tam bom počakal do večera, da ne bo svinjarije. Po noči bom vrgel bombo na kip in pobegnil hosto, tako kot 41. Če me takrat niso dobili, to zdaj nimajo šans. V New York smo poklicali Melanijo Trump, ki je pred mnogimi leti obiskovala to isto šolo. Njena izjava nas je malce presenetila. Najprej bi mogli reči vsi hvala, da je padel še en komunistični simbol, ne? Kot drugo, pa zdaj čakam na svoj kip. Tako, da se me dobro poglejte, ker mora biti vsaj 4 metra visok. Tako je, kako dobro zgledam, tako roderam, ja, pireta. Sevniški župan Srečo Cvirk se zaveda, da ima v roki vroč kostan. V naši občini nimamo veliko zabave, a veste. Smo zelo odmaknjeni. In se od leta 2009 smo postavili prvi semafor, se v naši občini ni toliko dogajalo. Zdaj pa se o nas govori celo o Združenih državah Amerike. Situacija ni enostavna. Če umaknejo kip Donalda Trumpa, se bodo zamerili Američanom in Melaniji, če ga ne umaknejo, bodo imeli probleme z borci. Medtem ko v Sevnici še ne vedo točno, kaj bodo naredili s Trumpom, so se v zgodbo že vpletli Američani. Pred njihovo ambasado je zdaj kolegica Latoja. Čau, Slavko! Z ameriške ambasade so prijazno sporočili, da od slovenskih oblasti pričakujejo, da se ne bo nihče dotikal do prsnega kipa njihovega državljana in kandidata za predsednika. Na kraju dogodka že celo popoldne dežurajo njihovi agenti, prav tako policija. Zakaj so ameriške oblasti tako proti temu, da se taki po strani sprašujem doktorja Danila Türka? Pozdravljeni. Dober večer. No, tu gre za zelo občutljiv trenutek. Smo tik pred predsedniškimi volitvami in vsak tak incident lahko odločilno vpliva na rezultat. Namreč odstranitev kipa Donaldu Trumpu v Sevnici, rojstnem kraju njegove Melanije, bi zagotovo imela določene posledice. No in kakšne bi bile te posledice? Treba je vedeti, da je Slovenija z ameriške perspektive še vedno neka ekskomunistična vzhodna banana republika. In če taki divjaki podirajo spomenike ikonam kapitalizma in ameriškega sna, in to samo dviga popularnost. Hvala lepa, doktor Türk. Mi pa pogledajmo, kako se je na te ameriške pritiske na današnji izredni seji odzvala vlada. Ne razloži. Trump, ja, koliko Janša, ne? Hillary, daj pa koliko kuča, no, razumeš? Ma jaz ne vem, koga briga ta Sevenca, me dol visi. Ma zaradi mene tudi še vse zakužijo. Kot tem djava, ne? Hillary Clintonova ima dobre frizure, sem šla do svoje frizerke djava, da me klih tako naredim, pa me pa na glavo gune, kao bo dava, ne?
Sevenci imamo to v parih minutah porihtan. a res? Brez problema, par fantov je dol s motorkami. A. Pa je to to. Samo jaz se zdi, da ti tole bolj paše, veš, zato ker Hillary ta taka stroga baba, ti pa bolj nežna duša, veš, kaj te fantje naredila, veš? Zelo ti v redu naredila, paše ti, tako te ne naredite tako kroglo. Bom kufrbam teh bab. Ja, kvote so pač kvote, a ne, tle nimaš kaj. Ne moreš. Je ena rešitev, da se kip ne poškoduje. Sicer pa, in to mislim resno, se vsi vemo, da traja 4 leta, da golobi tako poserjajo kip, da nihče ne bo vedel, kdo je to. Potem samo zamenjamo tabli z imeni in vse bo urejeno. Upam, da bomo s tem zaključili za zdaj. No, Latuja, ampak kako resne so špekulacije, da je naročilo za to nočno akcijo v Sevnici dejansko prišlo iz ameriške strani? No, strokovnjaki pravijo, da je to povsem možno. No, z mano je doktor Dimitrij Rupel, ki dobro pozna metode dela ameriške diplomacije. Dočer, zadnji. Kaj pravite? Je lahko Sevnica jeziček na tehnici letošnjih ameriških volitev? To zagotovo. Leta, pa tega ve, da obe predsedniški kampanji, tako Clintonove kot Trumpa, trajata že celo večnost. Najprej sta se borila za strankarsko nominacijo, potem pa eden proti drugim in ob tem sta dejansko izčrpala vse relevantne notranje politične teme. Oprala sta tudi vso umazano perilo, od Trumpovega odnosa do žensk do Clintonovih skokov čez plot. No, lejte, kampanja je bila umazana. To je dejstvo. Zdaj, dober teden pred volitvami je ostal samo še svet in tukaj je dejansko Hillary zagotovo v prednosti. Trumpov štab se tega seveda zaveda, zato so takšni incidenti, kot je bil ta v Sevnici, na nek način pričakovani. Najlepša hvala, gospod Rupel. Slavko? Hvala obema za te izčrpne informacije. Do ameriških volitev je še natanko 10 dni in morda imajo prav tisti, ki pravijo, da utegne ključno vlogo v samem finišu odigrati prav Sevnica. Poglejmo, kaj sta oba kandidata povedala na zadnjem soočenju. Tako da najprej je treba porihtati avtobuse do Boštanja in v Karmel, Šentjanž in Tržišče, ker ljudje ne morejo vsi hoditi. Če nimaš avta, pač ne moreš živeti v Sevnici. Kdor ne more voziti, se bo pač odselil z Sevnice. Meni se zdi to fajn. In tiste, ki se vozijo z busom, so pa moje mnenje vse balone. S tem, da bomo zaprli center čist. Od zdaj naprej boste glavni trg in Kvedrova ulica zaprti za ves promet, ves dan. Odprli pa bomo tudi otroško igrišče pri gostilni Plauštajner. Jaz hodim tja na stejk včas, pa na cvičk. Tako da, če boste me zdaj tja nasrala troška ogrišče, ne odgovarjam, če se zgodi kaj neprimernega, ste si same krive. Jaz sem vas jasno opozoril. Poglejmo še ostale novice. Predsednik Pahor doslej ni imel velike sreče z živalskimi protokolarnimi darili. Spomnimo se samo kamele, ki mu jo je podaril pokojni libijski diktator. No, kot se kaže, je tokrat drugače. Danes je naravnosti iz Prekmurja dobil poskočnega oslička Borčija. Poglejmo, kako je bilo na predstavitvi. Kje si moja volilna baza? Dobro je. Preden. Osel ne bo nikoli konj, konj pa ne bo nikoli predsednik. To tem dal, sad te ne bo predsednik pojel. To je ena simpatična gesta, mogoče eno simpatično sporočilo. Prav osli veljajo kot najbolj trmaste in vztrajne živali in verjamem, da so prav taki tudi Slovenci in moji podporniki in država. Seveda bomo v kratkem v kabinetu zaposlili tudi ovce, ampak manjšo čredo, ki jih bomo redili za čas, ko bomo morda potrebovali kakšno žrtveno jagnje.
Zdravniki letno podpišejo več kot 500,000 receptov za antidepresive. Največ v Zasavju, na Goriškem, Obalno-Kraškem in v Prekmurju. Koliko je za to kriva depresivna dnevna politika, zdaj sprašujem našega analitika Mateja Lahovnika. Konkretnih raziskav o vplivu politike na duševno zdravje Slovencev še niso delali. Ne bi pa bilo slabo, če bi se kdo tega lotil. Jaz sem temu zastavil nekoliko drugače. In sicer me je zanimalo, kdaj bo slovenska politika postala bolj pozitivna, manj razdiralna in bolj zazrta v prihodnost. Kako dolgo bo sploh še trajala ta druga svetovna vojna? Dokdaj se bomo delili na rdeče in črne? In se spraševali, kdo je bil za in kdo proti osamosvojitvi. No dobro, pa si se dokopal do kakšnega eksaktnega odgovora. Dokdaj bo to trajalo? Najbrž tako dolgo, dokler z političnega prizorišča ne bo odšla še zadnja kontaminirana generacija. No in kdaj bo to? Boš videl, gremo po vrsti. Različne generacije levih in desnih politikov sem razdelil v petorke, kot pri košarki. Začnimo pri generaciji 70+. To so tisti, ki počasi in zanesljivo odhajajo v večna bojišča. Na eni strani disidenti in domobranci, na drugi partizani in partijski šefi. Možnost sprave med njimi smo ocenili na 0,3%. Sledi generacija 60+. Na eni strani osamosvojitelji, cerkveni ideologi in zvesti pomladniki. Na drugi dolgoletni politiki, diplomati, uradniki in menedžerji. Sodeč po imenih, gre za generaciji, ki prav tako počasi odhajate iz dnevne politike. Možnost sprave v tej starostni kategoriji smo ocenili na 3,7%. Generacija 50+ je dream team slovenske politike. Sinovi rdečih in potomci črnih. Na desni Janez Janša, njegovi zaupniki in nepredvidljiva Ljudmila. Na levi predsednika države in vlade, sedanja in nekdanji evropski komisar ter večni minister in največji talent slovenske politike. Generacija v najboljših letih, ki kljub iskrenim poskusom Boruta Pahorja žal ni sposobna preseči delitve. Verjetnost je 5,3%. Sledi generacija 40+. Generacija, ki prihaja. Generacija, ki jo bo pojedla generacija pred njo. Najbolj vitalna starostna skupina bo v boju za oblast verjetno imela več dela z desetletje starejšimi kolegi kot pa s svojimi naravnimi nasprotniki. Morda tudi zato, ker se med nosilci te generacije prvič zares pojavljajo tudi ženske. Samo zaradi njih smo možnost sprave ocenili na 15,4%. In še zadnja generacija, -40. To je dejansko prva generacija, ki obeta. Partizanski in domobranski vnuki, ki razen redkih izjem vidijo svet v barvah. Imajo povsem druge prioritete in ideale. Njihov skupni sovražnik je neoliberalizem. Če nam ne bodo pobegnili v svet, so luč na koncu predora sprave. Njihove možnosti ocenjujemo na 50%. No, v tej tvoji projekciji je sprava možna nekje čez 30 let, pa še takrat so možnosti za to zgolj 50-50. Ja, natanko tako. In kaj ne počnemo do takrat? To, kar počnemo že ves čas. Apaurin, Xanax, Fluval, Prozac, Tolovon, Voldoksan, Calipax. Pomagata pa tudi alkohol in marihuana. Hvala, Matej. V Žalcu so ob znameniti pivski fontani zaključili letošnjo nadvse uspešno sezono pobivanja. Ob tej priložnosti je žalski župan svojemu strankarskemu šefu predstavil revolucionarno aplikacijo, nekakšno pojočo travico, ki deluje le na resnico. Zdaj, ko vzorc daš sem, pa poveš pol glasen, kak si jih že spil. 2 deci. Če boš pa povedal po resnici, boš pa nov pier dobo. In on zdaj analizira, se je spovedal po resnici, ne? Nikoli ne lažem. Jaz ne vem, kva je. Zgleda, da mašina že skorjena. Ja, je bil prej Boško šlo tukaj. Ja, da vidim, ne, kak je... Dej, pobriš mal ta senzor. To je pobrizal, to vaš. A bo? Te moraš sam po resnici povedati, pa bo. Gor 3 dece. Mandela. Ja, kva je zdaj? Ja, kva je narobe? Kva si pokvaril? Mogoče je moj naglas problem. Ponovadi še za Prekmurca ni problema.
Evo, bom jaz rekel na mesto tebe. Pa kako ne Evo, čakaj. Ti mater. Evo, tako. No, tako. Evo, spil sem 2 kavi. Evo, zdaj pa bo. Že teče. bravo, uspelo Je pa ratal, ne? Bravo. Če govoriš po resnici, lahko veliko pridobiš. Tako da naslednjič sam po resnici pa bo, a ne? Meni je vseeno samo, da se pije, ne? Tako, zdaj pa je na vrsti naš zadnji tango, ki ga vodi kolega Marcel Štefančič. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Naškofa, potem ko sta po zadnjih volitvah izginila v anonimnosti, mi bosta 2 dolgoletna poslanca, 2 maskoti slovenskega parlamentarizma tukaj in zdaj pojasnila, kje sta in kaj počneta Jožef Jerovšek in Franc Pukšič. Živijo. Dobro večer. Ok, dobro, menda v strogi tajnosti ustanavljata novo stranko, ne? Ne vem, kje ste to slišali. Kako no, veš, prej smo mu povedala. Aha, pol bo držalo. Res je, ustanavljamo slovensko ljudsko klovnico. Gre za desno-sredinsko stranko, ki bo nagovarjala volilce nekdanja SLS, pa tudi tiste, ki niso zadovoljne s politiko SDS in NSI. Ok, dobro, slovenska ljudska klavnica, ne? Odkot to lepo eksotično ime za stranko, ne? Kaj, a sta brala klavnico 5 Kurta Vonnegut ali kaj? Ne, jaz sem dobil idejo, ko sem bil še vodja klovnice v tovarni mesnih izdelkov Košaki. Ok, da, ampak hočete reči, da ste takrat na lastno oči videli, da je na slovenskem volilnem telesu še veliko užitnega mesa, ki ga nihče ne jede? Ne, takrat se je ravno začelo klonje v stranki SLS, pa sem se vprašal, ok, Kangler je ustanovil novo SLS, tja ne grem. Stari SLS so grdo obračunali z Marjanom Podobnikom. Kaj tu sploh še ostane mene? Poklical sem Jožefa, pa mu predstavil idejo. Ok, ampak vas v SDS-u medtem tudi že dan na hladno, ne? Jaz sem bil 5-krat izvoljen v državni zbor, 6-tič me je zmanjkalo vsega 6 glasov. Kaj čemu ta demokracija? No, ker nisem bil izvoljen za poslanca, so me v stranki prenehale vse formalne funkcije. Pol sem bil še malo kritičen do predsednika, jasno sem mu dal vedeti, da SDS zgublja prilobljenost, predvsem zaradi komunikacijskih napak Janeza Janše. Ja, in s tem ste si sami na široko odprli vrata v klavnico, ne? Pa tiste me niti povohali, niso več. Ok, dobro, daj, SDS je v zadnjem času zapustil kar nekaj prepoznavnih članov, ne? Računata tudi na njih, ne? Definitivno. Naša klavnica je odprta za vse, ki zaradi nedemokratičnih metod v drugih strankah nimajo nobene perspektive. No, ampak na resnici ne bi se ustanovili še neke nove stranke, kot kaže, bodo vse odžirale glasove SDS-u, ne? To ne nojno. Na desni sredini je še ogromno praznega prostora. To je po moje več kot 50% vseh volilcev, samo treba jih prepričati. Ok, daj na desnici se torej v prihodnosti ne obeta lepo, ampak pravo mesarsko klanje, ne? Nekaj takega. Ok, hvala, ker ste bila moja gosta. Hvala za povabilo. Se še priporočamo. Ok, v redu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to sta bila Jožef Jerovšek in Franc Pukšič. Mi pa se vidimo naslednji teden na istem kanalu. Živijo! Za konec še nekaj športa, pozdravljen Zmago. Dobre večer, Sloc. No, menda po novem ne rečemo več utrujen kot pes, ampak utrujen kot kampelj. Ja, to je ena nesrečna zgodba, ki sem povsem napačno interpretiral. Kevin Campbell je v ekskluzivnem intervjuju za Bučke povedal nekaj žalostnih resnic, ki njegovo utrujenost postavljajo v povsem drug kontekst. Kevin, selektor slovenske reprezentance vas je pogrešal, kljub dobri igri ste manjkali na igrišču, kako se počutite zdaj ob tem? Ja, lede, vi ne razumete, kako svecamo tle v Nemčiji, tako delam skozi, da kar spreca. 2 ure, da spečem burek, džave, čez dan treniki, ko končam fuzbol, naredim za šankom še en šiht. Kaj potem takem ne zaslužite dovolj pri Borussiji, zakaj morate toliko delati? Zadnje zajte ugotavljam, da je moj honorar premajhen. Imam res stroške, pa so zahteva moj življenjski stil. 4-krat na teden frizer, po 2 ure, konice se mi cepe. Tu hodim na zelo drag tečaj slovenščine. Ravno zadnjič sem se učil pošiljati SMS-e in učiteljica mene pohvalila. Super je občutek, da me bo srečka razum. Kolikšna je cena jufke, kebab? Treba bo.
Spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Spremljajte nas na družabnih omrežjih, gledajte nas na YouTubu ali na RTV 4D. Vidimo se naslednjo soboto zvečer, lahko noč in miren spanec.